Februarja 2022 smo v Kočevski reki odlovili samca risa z imenom Cliff. Pri ulovu je bil ocenjen, da je star od 5 do 6 let. Tehtal je 24 kg, dolžina glave in pa trupa je merila 108 cm, dolžina repa 20 cm, višina prednjih nog 64 cm in pa zadnje noge so bile dolge 75 cm. Ris ima pikast vzorec, drugače pa lahko so tudi rozetasti ali pa brez pik. Za cufke se trenutno ne ve, zakaj točno jih imajo, so pa določene hipoteze, ampak nobena ni potrjena še. Odlovili smo ga z namenom, da mu namontiramo gor snemalnik zvoka, kar je bilo v bistvu, kar smo bili prvi, kar smo naredili pri samotarskih mačkah, na splošno na svetu, zato da bi spremljali njegovo oglašanje. Poleg snemalnika zvoka, ki je na škatla spodaj, je bil pa na ovratnici še GPS oddajnik, s katerim se spremlja njegovo gibanje. In ker lahko spremljaš njegovo gibanje, se pol v bistvu gre tudi dostikrat na teren, predvsem takrat, ko se sumi, da ima ris plen. Takole so v bistvu tudi njegove stopinje, ko greš na plen. In kako vemo, da ima plen? Ris se prehranjuje tako, da v bistvu, ko ujame plen, se na njega hodi hraniti 4 do 5 dni. Tole je na primer iz enega od terenov, kjer smo šli na plen in se je videlo, kje je imel plen in pa kje je tudi počival. Skratka, ko dobi ris plen, se na njega vrača 5 do 6 dni in takrat nastanejo taki grozdi z GPS lokacij in takrat vemo, da je plen. Na ta plen potem namestimo kamere in pa snemalnik zvoka v tem primeru. Tu se vidi snemalnik zvoka, audiomod, ki je v taki improvizoriški škatlici, ki je snemal v bistvu vse zvoke, ki so se slišali v okolici tega plena. Kamera pa posname v bistvu, na začetku se uporablja zato, da se vidi, če so kakšni kleptoparaziti, torej živali, ki risu kradejo plen, in pa pač tudi videli so se prehranske navade risov s temi kamerami. Zaznali so tudi na primer, da se prideta hraniti dva različna risa, v večini primerov sta bila to samec in samica in so tudi začeli domnevati, da v bistvu lahko samec mogoče pokliče samico ali obratno na plen, sploh v času parjenja. Tole je pa Cliff s to ovratnico že nameščeno. Se pa dostikrat posnamejo tudi, takile kosmati medvedoti. Tulele na primer sem jaz imela srno in sem jo privezala, pač to je standarden postopek. Srna se priveže zato, da jo v primeru, na primer, če pride medved, volk, ris, ne odvleče stran, zato da lahko pač v bistvu spremljaš kamero, kaj se dogaja. Tukaj je na primer prišel medved, kar je dosti pogosto, da pač večino plenov risov najdejo medvedi in jo je probal tulele srno odvleči. Sicer mu ni ratalo, ker sem ful dobro privezala, tako da sem ponosna nase. Ampak takole, večino, mislim, se dogajajo tudi take stvari. In potem te zvoke, ki sem jih dobila iz ovratnice in pa iz audiomotov, je bilo treba pregledati. In to je vzelo kar nekaj časa, ker teh posnetkov je bilo za 700 ur. Risi imajo od 10 do 12 tipov oglašanja. Mi smo se pa osredotočili na klic, ki je v bistvu tip oglašanja na dolge razdalje. To so predvidevali glede na visoko amplitudo in pa glede na to, da pač večino časa ni bilo takrat nobenega osebka iste vrste zraven. Mi smo tekom sezone zabeležili, oziroma tistega meseca, ko smo snemali, 1449 serij. Skupno smo pa pol izračunali, da bi bilo povprečno lahko to na leto 3000 serij oziroma 28 000 klicev. Kar je za solitarno mačko ogromno, ker na primer levi, ki so nesolitarne mačke, se oglašajo manj. Da si boste znali predstavljati, ena ta rdeča črta je en klic, ki so ponavadi v seriji.
torej ponovadi je okoli 10 klicev povprečno na serijo. Torej so pa visoko amplitudni in se slišijo lahko tudi na več kilometrov daleč. V okviru te raziskave smo ugotovili, da se največ risi oglašajo v obdobju parjenja, torej marca in pa februarja in pa pač pred tem obdobjem, torej december, januar. Se pa definitivno manj oglašajo takrat, ko na primer je veter ali pa padavine, kar se pač tudi po energiji pozna. Tako pa zveni oglašanje, o katerem že cel cajt govorim. Toliko na kratko o moji magistrski nalogi in pa raziskavah o risih. Kot prvi smo dokazali, da so samotarske vrste mačk ful bolj vokalne, kakor smo predvidevali. Tako da zanimiva študija. Upam, da ste se kaj novega naučili, da vam je bil video zanimiv. Mi je pa žal, da nimam več videov iz terenov, ampak sem imela vedno krvave roke in pa ponovadi je bilo treba res hitro iti iz lokacije plena, tako da to je to. Upam, da je bilo vse glih zanimivo in se vidimo v naslednjem videu. Čau!